Podravsko gospodarstvo se počasi postavlja na noge. To kažejo skorajda vsi statistični podatki. Posebej razveseljujoče pa je dejstvo, da v Slovenijo, kakor tudi v Podravje, prihaja vse več tujih investitorjev. Ena največjih se je zgodila ravno v Podravju s prihodom avtomobilskega giganta Magne Steyr. Vesel sem, da se zdaj dejansko že gradi tovarna. Vesel sem, da bo prineslo to v to okolje, širše okolje Maribora, najmanj 1000 novih zaposlitev. Mi smo si še posebej želeli, da bi prav v to okolje pripeljali neko močno investicijo, ki bi dala nova delovna mesta, kajti vemo, da je Maribor tu trpel zelo veliko v preteklih letih in zasluži neko novo obdobje, nek nov razcvet. In jaz mislim, da ravno ta investicija, ko gre za neko res ugledno, priznano multinacionalko, ki spoštuje visoke okoljevarstvene standarde in vse ostale, da je to dobra stvar za razvoj, tako bi rekel, okolice Maribora kot tudi Slovenije. Prostora za napredek države pri podpori investicijam in investitorjem je še veliko. Da ne bi za vsako tuje vlaganje sprejemali posebnega zakona, je tukaj zakon o spodbujanju naložb, ki naj bi enako obravnaval domače in tuje investitorje. Ena večjih tujih naložb v Sloveniji nasploh je obeta na mariborskem letališču, vendar se čaka na sprejetje državnega prostorskega načrta. Jaz mislim, da je ta zakon, o katerem sem govoril, namenjen še naprej temu. Zdaj smo imeli samo zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij, zdaj izenačujemo tuje in domače investitorje in nadaljujemo z aktivnostmi, da pridobivamo investitorje tudi od zunaj, še posebej za problemska območja Prekmurje, Maribor, širšo okolico, Zasavje, Trbovlje-Hrastnik, Radeče in pa Pokolpje. Absolutno vlada želi, da bi tudi mariborsko letališče zaživelo. Jutri, ko se bom pogovarjal s kitajskim premijerjem Li Keqiangom, bom posebej opozoril na to, da želimo, da bi ta kitajska investicija tukaj imela tudi kitajsko podporo, da bi prišlo v nekem času tudi do direktnih letov med mariborskim letališčem in seveda kitajskim letališči, da bi to prispevalo k razvoju turizma v Sloveniji, pa tudi spet na nek posreden način k razvoju Maribora s širšim okoljem, torej cele podravske regije, kajti želimo si, da bi to okolje, tako kot druga v Sloveniji, zadihala s polnimi pljuči še bolj. Podravsko gospodarstvo tako lahko optimistično zre v prihodnost, čemur pritrjujejo na Štajerski gospodarski zbornici, kjer imajo nemalo smelih načrtov. V tem trenutku imamo kar nekaj večjih projektov, strateško razvojno partnerstvo, mreže za prehod krožno gospodarstvo. Cela Slovenija se na nek način pogovarja o zelenem gospodarstvu, o krožnem gospodarstvu in mi smo tisti koordinatorji, ki to z gospodarstvom usklajujemo, kar pomeni, da se ukvarjamo bistveno več z razvojem, bistveno več z črpanjem kohezijskih sredstev. Želimo si seveda, da naša podjetja to učinkovito počrpajo in zbornica je tista, ki bo bdela nad tem, na eni strani pridobivala potrebe strani gospodarstva, po drugi strani se usklajevala z resornimi ministrstvom, da bo do tega črpanja prišlo. Vse skupaj našteto so kamenčki v mozaiku uspešnosti. Dejstvo je namreč, da Podravje še vedno močno zaostaja za osrednjo Slovenijo, ki beleži bistveno večji BDP na prebivalca, ima višjo zaposlenost ter višjo povprečno plačo. Podravje si bo moralo pomagati samo, predvsem s trdim delom in inovacijami, ki prinašajo višjo dodano vrednost, ta pa, vsaj na papirju, tudi višje plače in boljši standard prebivalstva.